Hvala lepa. Spoštovani članice, člani, seniorke, seniori, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni na tem našem tradicionalnem, kako bi rekel, našem tradicionalnem srečanju tukaj pod Brlogom. Hvala občinskemu odboru Šentilj in Bojanu Belni za gostoljubje. Tudi to je že tradicionalno in smo se nanj že kar navadili. Predvsem pa hvala vam, ki ste danes prišli. Še vse je zato, ker je v zadnjih tednih veliko takšnih srečanj. Vidim tukaj znane obraze, srečali smo se v prejšnjih vikendih na Koroškem, na Ponikvi, v Zgornji Savinjski dolini, pa še prej na Ptujskem, na Obali. Povsod nas je bilo veliko in je bilo veselo. Tudi teden, ki je pred nami, je poln dogodkov in kot je dejal prej že zvone. Čez teden dni se ponovno srečamo in to pa v čim večjem številu v Ljubljani, kjer bomo proslavili 25. rojstni dan samostojne Slovenije. To je ena taka prva res okrogla srebrna obletnica rojstnega dne slovenske države. Da nekateri od te besede še vedno bežijo, kot da bi se bali. Na številnih tudi uradnih vabilih se govori o samostojnosti. Delno to drži, ampak Slovenija obhaja državni praznik samostojnosti decembra, takrat, ko smo se na plebiscitu odločili za samostojno državo. Takrat je dan samostojnosti, 25. junija pa dan državnosti. Takrat smo pa to odločitev udejanili v praksi, smo jo uresničili in zato se te besede državnost in država ne bi smeli sramovati. In oba dogodka, oba praznika si zaslužita tako vsak svoj državni praznik, kot tudi vsak svoj posvečen dan, dan spomina. Kajti Slovenije, takšne kot jo poznamo, samostojne Slovenije danes ne bilo, če ne bilo plebiscita in če te odločitve ne bi tudi uresničili. Enega brez drugega ni in je prav, da se spominjamo obojega. V 25. obletnici seveda vedno gre pogled nazaj. V tiste dni, ko smo Slovenci zmogli dovolj visoko stopnjo enotnosti naroda, da smo plebiscitno odločitev ne samo izglasovali, ampak tudi uresničili. In to kljub veliki razklanosti slovenske politike, raznemu nagajanju, blokadam, tudi izdajam, sabotažam in tako naprej. Ko smo poslanci Demosa 25. junija, ko so trije zbori takratne skupščine na skupni seji sprejemali temeljno ustavno listino, s katero smo se dejansko postavili na lastne noge, razglasili samostojno državo, neodvisno državo. Ko smo poslanci Demosa z strahom pričakovali rezultat. Danes srečujem ljudi, ki so vsi zelo presenečeni, tudi takšni, ki so takrat to spremljali, živeli, celo nekaterih so bili v isti dvorani. Se je nekako v 25 letih prevladalo prepričanje, kot da smo bili vsi za. Kot da smo vsi glasovali, tudi kot da smo vsi v parlamentu glasovali za. Žal ni bilo tako, bilo bi idealno, če bilo tako, kot se danes prikazuje. Poslanci Demosa smo pa strahom gledali na tisto ploščo, kjer se je takrat še starimi LED diodami izpisal rezultat glasovanja, zato, ker smo nekatere ključne zakone, ki so omogočili, da smo prišli do tega končnega glasovanja, prej sprejeli z enim, dvema, mogoče tremi glasovi Demosove večine. In nas je bilo strah.
kakšno bo tisto glasovanje, kljub temu, da navzven kakšna nobena stranka ni nasprotovala temeljni ustavni listini in ustavnemu zakonu, da smo se o tem mesece pogajali, da je Demos popustil povsod, da je pravzaprav do samega glasovanja potekalo pogajanje o tem, kakšen bo naš nov državni grb in nova zastava, in zaradi tega je bilo potem treba se šiti na hitro. In celo dvakrat, ne. Skratka, ni bilo tako samo po sebi umevno. No, in ko smo zagledali rezultat glasovanja, ne, smo videli seveda, da smo si dosegli potrebno večino, ampak to še zdaleč ne, ni bila politična enotnost. Mislim, da je več kot 60 ne, takratnih poslancev oziroma delegatov bodi si glasovalo proti, bodi si niso glasovali, kar je pomenilo isto. Še vedno je bilo dovolj glasov, ampak ne, občutek ni bil tako slavnosten zaradi tega, kot bi sicer lahko bil. Ne, kljub temu smo zelo veseli, ker je tisto končno glasovanje, ne, ki smo ga tudi strahom pričakovali, vendarle je potrdilo plebiscitno odločitev tudi na zakonodajno-ustavni ravni. In naslednji uri je Slovenija, ki je bila na to pač pripravljena, prevzela svoje roke federalne institucije, mejne prehode, carino, kontrolo letenja, devizno inšpekcijo in rekel, še ostale izpostave, ki so jih imele tukaj biografske inštitucije. In to brez enega strela, brez prelivanja krvi na rekel, izjemno organiziran in pripravljen način. In to je bilo ključno, ker če bi bilo obratno, če bi tukaj zamudili in bi bile vse te inštitucije že zavarovane, ne, potem bi dejansko Slovenija morala uporabiti silo in bi bila celotna izvedba osamosvojitve v očeh mednarodne skupnosti drugačna, bi drugače izgledala, kot pa dejansko je. In mogoče toliko, kar se tiče spomina za nazaj, ker danes je, rekel, zelo preprosto razlagati, ne, kako je bilo to vse enostavno, ne, kako so bili vsi za in ne, kako so vsi tekmovali, kako bodo kaj prispevali. Ko govorimo o Slovenkah in Slovencih, tudi o nekaterih drugih prebivalcih Slovenije, ki so bili našega rodu, pa so glasovali za samostojno državo in jo kasneje tudi branili. To seveda drži, ne. Ko pogovorimo o slovenski politiki, je bila takrat skoraj tako razklana, ne, vsaj na tem državnem nivoju, kot je danes, ali pa kot je bila na volitvah, na katerih je Demos za las zmagal, in to pač zaradi zbora združenega dela, ki ga nismo volili na podlagi splošne volilne pravice. A danes je te stvari pomembno vedeti, predvsem zaradi tega, ker vplivajo na današnji čas, ki jim bodo vplivali tudi na prihodnost. Ne. Ta delitev slovenske politike na Majniško deklaracijo in temeljno listino na nek način še vedno ostaja, ne, ker niti v Sloveniji, ali pa mnoge niti, ne vse, ampak mnoge niti, še vedno vlečejo tisti, ki so takrat kreirali tisto temeljno listino, ker je bila še vedno Jugoslavija in nek samoupravni socializem. In ker po drugi strani delajo marsikaj, kar nam vsem skupaj škodi, zato da bi se tisto ravnanje prikrilo. Marsikaj, kar se je dogajalo zadnjih 25 let, ima korenine v dejstvu, ne, da je Demosu uspela dejansko osamosvojitev, oni pa so se zavzemali zgolj za operetno, po kateri bi se ponovno povezali v Jugoslovansko konfederacijo. Ko je moj predhodnik na čelu te stranke in takratni predsednik Demosa, dr. Jože Pučnik, kak mesec, dva, 4 mesece v plebiscitu, pa kak mesec, dva pred realizacijo, pred uresničitvijo te plebiscitne volje, za neko avstrijsko tiskovno agencijo na vprašanje, ali je pač zdaj za Slovenijo opcija neke nove Jugoslavije, neke Jugoslovanske konfederacije mrtva ali ne, je dr. Jože Pučnik dejal, ja seveda, sej, Slovenci smo na plebiscitu glasovali za samostojno državo in Jugoslavija pač ni več, ne.
ta njegov stav, ki ga je izrekel po razglasitvi plebiscitnega rezultata, je tak postal zgodovinski, legendaren. In sem prav vesel, da je našim kolegom Lenartu uspelo, da so te besede zapisali tudi v kamen v mestnem parku v Lenartu včeraj. No, ampak naslednji dan se je po dr. Jožetu Pučniku vsulo iz takratnih opozicijskih strank, češ naj govori v svojem imenu, ne pa v njihovem imenu, kajti za njih Jugoslavija ni mrtva. Da ta možnost še vedno obstaja in da pravzaprav druge za njih ni. Ne takšna kot ti, ampak neka pač konfederacija, karkoli so si že potem predstavljali. In slovenski časopisi tistih dni in tednov so polni teh obsodb, dr. Pučnik. Ne samo njega, ne, vsakega, ki je to takrat jasno povedal, kljub temu, da je bil rezultat plebiscita na dlani. Zdaj zadnjih poslušamo, kako so slovenske politične stranke pred plebiscitom podpisale izjavo, kateri med drugim piše tudi, da si nihče ne bo prilaščal zaslug za plebiscit. To seveda res piše, ne? Ampak to piše na koncu. Prej pa piše, da bodo vse podpisnice, se pravi vse stranke, tudi takratne opozicijske, enotno delale za uresničitev rezultatov plebiscita. Pa se to ni zgodilo. Plebiscitni rezultat se ni še niti ohladil. Že so lansirali tisto znano deklaracijo za mir, deklaracijo s tem zavajajočim naslovom, v kateri je pisalo, da Slovenija ne potrebuje vojske, da je potrebno prenehati vsako oboroževanje in vsako pripravo na zavarovanje ukrepov osamosvojitve z realno silo, če se to itak ne splača, da je to katastrofa in tako naprej. In se spomnim izjave kasnejšega generala Aksentijeviča, ki je bil takrat delegat v zboru Združenega dela, ki je od navdušenja skakal po parlamentu, po skupščini dejal, ja seveda, Slovenija potrebuje vojsko, saj ima JLA, saj ima skupno vojsko, ki je bo branila. In potem, kot že rečeno, nasprotovanje ključnim obrambnim ukrepom, ki bi jih moral potrditi parlament, zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti in proračunu. Demosova vlada je proračun pripravila jeseni leta 90, sprejet in uveljavljen je bil pa aprila 91, 4 mesece po plebiscitu. Potem, ko je 2/3 časa, ki ga je vlada imela za to, da plebiscitno voljo udejani, že mimo. In kot veste, v parlamentarni demokraciji vlada, ki nima proračuna, ki nima denarja za nujne ukrepe, ne more nič narediti. Mi med drugim nismo mogli naročiti in plačati, rekel, nujnih sredstev za obrambo, ne samo orožje, tudi sredstev zvez in tako naprej, ker pač ni bilo denarja. Leto prej so nas razorožili, potem so nam pa blokirali proračun, da bi to nadomestili. In, bom rekel, sami sreči in božji milosti se lahko zahvalimo, da je tista ključna ladja z orožjem prišla v Slovenijo nekaj dni pred osamosvojitvijo. Mi smo 5000 ljudi poklicali v enote, da bodo branili Slovenijo, če bo napadena, ampak ti so bili brez orožja. 5000 mladih fantov je brez orožja čakalo po šolah in zadružnih domovih in kmetijah, da bodo dobili puške v roke, pa jih ni bilo. Tik pred zdajci. Tik pred zdajci. Nektere niso niti še dekonzervirane, ko so nas napadli. Kaj še, da bi se kdo lahko z njimi uril. Toliko o tem, da si nekdo prilašča neke zasluge. S temi zaslugami je tako. Prilašča si lahko samo nekaj, česar nimaš. Če nekaj imaš, si tega ne moreš prilaščati. S tem prilaščanjem je problem pri tistih, ki so nasprotovali slovenski osamosvojitvi in so pozabili tistih prvih 5 odstavkov iz plebiscitne zaveze, ki so je stranke podpisale. Spomnijo se samo zadnjega stavka.
Toliko o tem zgodovinskem spominu, ki je pomemben zaradi tega, ker pač ta ravnanja vplivajo tudi na to, kako danes živimo. Ta ravnanja so zaznamovala 25 let življenja v samostojni državi. Zaradi tega, ker so se te države polastili tisti, ki se jo niso želeli in ki so javno izjavljali, da samostojna Slovenija nikoli ni bila njihova intimna opcija. In te ni bilo tako malo, ko gre za vrhove. Zaradi tega smo tudi danes tam, kjer smo. In po 25 letih življenja v samostojni Sloveniji, lahko seveda najprej preko z velikim veseljem in radostjo rečemo, da je osamosvojitev kljub vsemu uspela. Slovenci svojo državo imamo in jaz se bojim, da po teh, rekel, toplih letih skupnega življenja v Evropski uniji Evropo prihaja, rekel, bolj hladno obdobje, ki se lahko začne že po britanskem referendumu naslednji teden, če bo ta negativen in se bo trend širitve Evropske unije obrnil neko drugo smer. V teh letih si bodo po moje tudi tisti, ki danes pravijo, da je slovensko osamosvojitev neka nepomembna epizoda. Mimogrede, anketa je pokazala, da tako misli večina študentov fakultete za družbene vede. Ki seveda potem kot novinarji ustvarja javno mnenje v tej državi in tako dalje, pa še marsikaj. Ampak to tisti bodo verjetno spoznali, da hvala Bogu, da imamo samostojno državo. Sicer bilo veliko vprašanje, sicer bo lahko veliko vprašanje, kako smo sploh znašli v turbulentnih časih, ki se morda nakazujejo. Upam, da ne, ampak rekel, izgledi še nikoli niso bili tako realni v to smer, da je pred nami neko turbulentno obdobje evropske zgodovine. In tukaj je seveda država branik vsakega naroda za to, da se skozi takšno obdobje pač čim bolje in rekel, s čim manjšo ceno pride. Zdaj, če pogledamo na to, kje danes smo, kot skupnost, kot država, kot občestvo, če hočete, kot množice, ki so glasovali za samostojno Slovenijo pred 26 leti. V tem lahko vidimo, da pač neke stvari so šle naprej, da je Slovenija kljub, rekel, takšni dediščini, o kateri sem prej govoril, neke priložnosti izkoristila, da pa mnogih nismo. In tako kot smo imeli za tisto enotnost naroda na razpolago pač neko empirično izkustvo ali pa, če hočete, matematični rezultat plebiscita. Tako imamo tudi za te neizkoriščene priložnosti danes pred sabo na dlani številke, ki so neusmiljene. Ljudje so neka splošna govorica, ta stavek sem slišal neštetokrat, takrat, ko smo se pripravili na plebiscit ali pa potem, ko smo se osamosvajali. Ljudje so rekli, ja, Slovenija je lahko druga Švica. Če danes to omeniš, zgleda kot norčevanje. Se marsikdo zgolj grenko nasmehne. Ampak gledajte, ta želja je bila realna. Slovenci imamo potencijale, tako naravne kot človeške, da smo lahko mirno, ne samo nekje najboljši v neki tolažilni skupini ali pa med temi novimi članicami Evropske unije, ampak smo lahko boljši od večine držav Zahodne Evrope. Te potencijale imamo in smo jih v določeni meri tudi dobro izkoriščali. Nazadnje smo leta 2008 prišli na 91% evropskega povprečja po kupni moči na prebivalca. Ko smo se osamosvojili, smo bili tam nekje na kakšnih 27-28% povprečja. Se pravi, naš razvoj
zelo hitro, tudi blaginja je rasla. V mandatu naše vlade 2004-2008 so se realne plače v Sloveniji povečale za 24% in pokojnine so temu sledile, ker so se usklajevale s plačami. Ampak ta trend je potem brutalno zaustavljen in danes ne govorimo o tem, da bomo v nekaj letih ujeli evropsko povprečje, ampak smo padli za kakih 10% in smo šli nazaj v teh časih. Kljub vsem potencialom, ki jih imamo, isti ljudje smo, kot smo bili takrat, isti narod, tudi gospodarsko okolje v Evropi je danes ni krizno, je relativno ugodno. Mnoga slovenska podjetja, izvozniki, gospodarstveniki, ki izvažajo na evropske trge, dosegajo zelo dobre, solidne, tudi odlične rezultate. Se pravi, problem pri nas samih. Problem je v tem, kako se z temi potencijali upravlja, kako se z državo upravlja, kako se upravlja z državnimi podsistemi, tudi podjetji, ki so mnogo še vedno v državni lasti. Ker tukaj se ta dodana vrednost izgublja namesto, da bi se ustvarjala. Potem pogledamo številke in vidimo, 300 000 ljudi v Sloveniji dobiva, verjetno tudi mnogi med vami, pokojnine, ki so daleč pod povprečjem. Da je najhujša številka iz te negativne bilance, pa je dejstvo, da se nam v zadnjih letih iz države izseli 10 do 15 000 ljudi, glavne mladih, s trebuhom za kruhom. In to ne zato, ker bi šli pač iskati širše obzorja in večje izzive in tako naprej in bi izbirali med različnimi možnostmi, ampak zato, ker doma nimajo možnosti. Ker doma enostavno ni dela. In zagotovo lahko rečem, da za Slovenijo nismo ne glasovali, nismo je ne gradili, nismo niti branili za to, da bi se to dogajalo. Pa se dogaja in to je ta grenkova ob tem veselju v 25. obletnici samostojne države. Ni pa to problem tega, da bi naenkrat postal nekdo drug, da bi se ta potencial izgubil. Gre za gospodarjenje. Če tistih za kmetije veste, da sta lahko dve kmetije, ki imata enako plodno zemljo, isto število hektarov gozdov, vse enako, pa seveda ena cveti, druga pa propada, odvisno od gospodarja. Tako je tudi z državo in zdaj po vseh teh stoletjih, ker smo bili pod tujimi gospodarji in smo lahko krivili druge in druge države, zdaj tega ne moramo več delati. Zdaj smo sami odgovorni za to in zdaj smo pri tej zadnji številki, ki jo želimo omeniti, ko govorimo o teh neizkoriščenih potencialih ali pa o posledicah dejstva, da smo se 25 let na mnogih področjih pač razvijali v napačno smer ali pa v slepo ulico. Govorimo o vsakemu drugemu državljanu, ki na zadnjih volitvah ni še volil. Volilna udeležba na zadnjih volitvah je bila 50%. Razlogov za to je več, je pa sigurno eden glavni, to je apatija. Pravi, kljub temu, da imamo formalno svobodne volitve, ker ima vsaken glas, se pravi, je uveljavljena splošna volilna pravica. Vsak drugi, ki ima to volilno pravico v Sloveniji, ne verjame, da lahko s tem glasom karkoli spremeni. Ne glede na to, kateri so še drugi razlogi, da ni še volil. V zelo bogatih državah ljudje, ki običajno ne gredo volit, tega ne delajo zaradi tega, ker jim gre dobro. Ker jim gre dobro in mislijo, da se tak, kar se tega tiče, ne more nič spremeniti, se ne da nič pokvariti. Razlog za to apatijo in neudeležbo v Sloveniji je pa ravno obraten in to je problem. Bolj je nekdo nezadovoljen, manjša je možnost, da bo šel na volitve.
In potem vedno vladajo tisti, ki nekaj branijo, neke privilegije, nekaj, kar natančno vedo, kaj to je. In dobijo volilni rezultat, ki je izkrivljen. Naša stranka je na večino zadnjih državnozborskih volitev zmagala v 5 od 8 volilnih enot. V večini. Ampak ker imamo proporcionalni sistem, se seveda vsi glasovi seštevajo. In potem je pomembna udeležba. In vidimo, da zmagamo tam, kjer je volilna udeležba nizka. Tam, kjer je pa visoka, recimo v Ljubljani, pa zmagajo drugi. In v seštevku je potem to več. In potem vidimo posledice. Vlada podpiše z Ljubljano sporazum o dodatnih 300 milijonih evrov investicije za daleč najbogatejšo mesto v Sloveniji. Pa se nič ne zgodi. Nobenih protestov, župani drugih občin se ne zbere in zahtevajo enaka sredstva tudi zase. Vse je nekako apatično. Ljubljana zasluži posebno skrb, je naše glavno mesto in tako dalje. Absolutno, ampak gledajte, ne zasluži si pa, rekel, dodatnih 300 milijonov, glede na to, da so vse ostala mesta in vse ostale regije bistveno revnejše. In če je 300 milijonov za Ljubljano, mora biti potem še nekaj milijard v seštevku tudi za preostale dele Slovenije, za dodatne projekte. Ampak teh sporazumov pa ne vidimo. In zakaj? Zato, ker pač tisti, ki so na oblasti, si mislijo, dobro, v Ljubljani je 20% večja, višja volilna udeležba omogočila, da vladamo in temu nagradili tiste, ki pa so nezadovoljni, ampak zato doma ostanejo, pa zakaj bi jim dajali dodatna sredstva, ker je boljš tako. Bolj jih razjeziš, manj jih gre na volitve. To je ta reakcija Slovencev. Marsikje, ki jo mediji spodbujajo, ki jo nek podtalni glas, ki se širi med vsakimi volitvami, dodatno razmnoži in v tem dobijo rezultate, kakršni so. Pa tukaj je podo sprememb, to ponavljam sicer kot papagaj, zadnje leto in tudi v prihodnjih letih morali očitno. Podo sprememb je zelo enostavno. Zato, da se v Sloveniji stvari spremenijo, da bodo vaše pokojnine večje, da mladi ne bodo bežali iz države. Zato se vam ni treba prepirati s tistimi v soseščini, ki pravijo, da je bilo pod Titom bolje, ki mahajo z jugoslovanskimi zastavami, navijajo od Vardara do Triglava in trdijo, da se da deliti več, kot ustvariš. Teh ste nikoli prepričani, se tudi ne splača zgubljati živcev, pač ne živijo v teh svojih okvirih. In za spremembe jih tudi ni treba prepričati. So tudi izjeme in tako dalje, ampak zdaj govorim na splošno. Zato, da v Sloveniji drugače, da bomo spet ujeli razvojno sapo, da se bo blaginja dvignila, da bo pač poštenost dobila spet domovinsko pravico, je treba zgolj nagovoriti velik del tistih, ki ne volijo. Pa vse drugače. Vse drugače. Nekaj 100 tisoč teh, ki ne volijo, mora iti na volitve in voliti tako, kot čutijo, pa bo drugače. Pred enim letom, ko smo se tukaj zbrali, sem vam govoril o tem, da sprememb ne bo in da tudi te miselnosti ne bomo prebili in da tudi teh nevoljivcev bomo spravili na volitev, dokler se v medijskem prostoru nekaj ne spremeni. Takrat smo začeli pomagati projektu Nove medijske hiše. Danes začetki te hiše stojijo. Hvala vsem in tukaj mnoge, ki ste pomagali, da so ti temelji bili postavljeni. Bo treba še veliko, da bo ta nova medijska hiša imela nek resnejši vpliv, ampak da se da dodajati zidake in pomagati naprej.
je to zelo pomembna točka ali pa zelo pomembna stopnica do potrebnih sprememb. Ker sicer se nas lahko z lažjo, z manipulacijo oblagajo z dneva v dan in potem se moraš samo braniti. In predloge, ki jih imaš, ljudje ne slišijo. In če te ne slišijo, seveda tudi ne moš nikogar prepričati. Potem ostane samo še tole do urad. Zdaj, v manjših krajih se to da, in to delate, v večjih centrih, po blokih, kjer živi 500 ali pa 600 ljudi, v eni stolpnici, boste šli težko do urad. Ljudi prijete samo preko medijev, pa preko državnih omrežij in tako naprej, kar je tudi še dodatna niša. Sicer mi smo predstavili prejšnji teden predlog zdravstvene reforme. Reforme, ki je daleč najbolj potrebno v tem trenutku v Sloveniji, ki je Miro Cerar obljubil pred volitvami kot edina reforma, ki jo znal našteti. 2 leti mandata je mimo, nič od tega. Čakalne vrste so se podaljšale. Namesto, da bi se skrajšale, korupcija še vedno pobere pri investicijah v zdravstvu, rekel, desetine milijonov, nič se ni spremenilo. Mogoče tukaj, glede na temo, vseeno, to, da imamo rešitve, prišlo do določenega števila ljudi. Ampak mesec prej smo predstavili reformo javne uprave, ki je prav tako zelo potrebna, ker je ogromno denarja za nič, marsikje. Pa so ponekod tudi zelo dolge čakalne vrste, tako za državljane kot za gospodarstvo. Ene same resne omembe tega predloga, na katerem je naš strokovni svet delal 1 leto, ni bilo v nacionalnih medijih. Še prej je naš odbor strokovnega sveta za infrastrukturo predstavil 2 ključna zakona na področju infrastrukture. Zakon o teh nosilnih infrastrukturnih projektih od 3. razvojne osi do modernizacije železnic in zakon o financiranju. Se pravi, smo tudi predvideli vire za to. 8 ur smo v parlamentu o obeh zakonih razpravljali. Zvečer je na televiziji pisalo, oziroma je prebral speaker, na eni, na drugi sploh ni bilo nič. Mislim na teh, ki jih ljudje najbolj gledajo. Državni zbor zavrnil zakon o infrastrukturi. Samo to so ljudje zvedeli. Niso pozabili naslednjo sekundo, ker niso povedali, nekdo ga je vložil, nekaj je predlagano, nič. Te absurda je polno. Včeraj me nekdo opozoril, da je bil prispevek na nacionalni televiziji o tem, da jaz osebno, in še nek seznam so kazali, dobijam vsak mesec 1000 evrov veteranskega dodatka. Moram reči, da sem včeraj sploh prvič slišal, da nam bi nek tak dodatek obstajal, formalno, kaj še, da bi ga dobil. In se ga nemudoma zahteval nacionalne televizije, da mi ga izplačajo. Potem so mi pa rekli, začel sem še tudi pogledati ta posnetek, in so mi, da je to res. Zdaj, te dodatke je v izjavi po telefonu obsodil Milan Kučan. On je edini človek, ki dobiva nek dodatek, kakor jaz vem, za svojo funkcijo. In ravno njega so poklicali, da to obsodi. Denarne dodatke za neko veteranstvo ali pa kvazi veteranstvo ali pa karkoli, v tem času v Sloveniji dobiva 24 ali pa 25 tisoč borcev ali pa kvazi borcev NOB, tako imenovane NOB in njihovih družinskih članov, in Milan Kučan. To so ti, ki dobivajo te dodatke, za nobenega drugega jaz ne vem. Kazali so pa seznam organizatorjev manevrske strukture narodne zaščite, ki, kakor jaz vem, po nobenem zakonu nima kakega statusa za kakve dodatke, vsaj do mene ti dodatki nikoli niso prišli. Mogoče jih je kdo drug dal. Zdaj toliko o teh manipulacijah. Ampak gled to video in
Večina si niti ne more predstavljati, da bi se nekdo tako očitno zlagal. Pravi, nekje že res. Tako da tukaj je vsaj neka zasilna medijska konkurenca nujna. Nujna. Kaj sicer se ne moreš niti braniti pred najbolj očitnimi lažmi, niti ne moreš programa, ki ga narediš, spraviti do volivcev pred volitvami. Tako da te nas čaka še veliko dela, no, ampak kot že rečeno, z vašo pomočjo so neki temelji bili postavljeni in si od tega obetamo, da se bo dalo v obeh smereh v prihodnosti delati lažje. Zdaj mogoče na koncu, ker vas je tukaj veliko, ki dobijo te pokojnine. Še nekaj o tem, kako se upokojenska generacija v Sloveniji, ne govorimo o vas, če bi sledili to kategorijo, vas itak ne bilo tukaj, pusti zlorabljati. Ne samo Desusu, ampak tudi nekaterim organizacijam, ki politično sploh ne bi smele biti opredeljene, so splošno upokojenske, pa se to na koncu vedno nekako porine v isti koš. Mislim na Zvezo društev upokojencev Slovenije. Nekateri to sami neposredno čute, ker imate te izkušnje in probleme. Zdaj tukaj vam polagam na srce, da skušate čim bolj razkrivati te manipulacije. To je zelo pomembno. Kaj ti upokojenci ste daleč največja posamična kategorija volivcev. Tistih, ki dejansko grejo na volitve. Govorim zdaj o tem, je to dobro, slabo, belo ali črno, ampak tako je pač dejstvo. Tako je pač dejstvo in zaradi tega je odpiranje oči v tej kategoriji še izjemnega pomena. Tako da spremembe je tudi naš bodoči volilni rezultat. Rezultat Slovenske demokratske stranke je v veliki meri odvisen, koliko bomo uspešni v tej kategoriji. Sami poveste, da je to odpiranje oči dost trdno in naporno delo. Ampak vem, da to zmorete. Ker marsikje vidimo tudi rezultate. In mogoče tukaj je bilo nekaj preveč sramežljivosti, tudi v naših vrstah. V ta namen bi bilo dobro čim več teh društev, kjer se zbirajo upokojenci, dejansko okupirati v tem smislu, da se ne zamahne z roko, ko je možnost, da kdo od vas postane predsednik tega društva, ali pa gre v vodstvo in tako naprej. Vse nekateri ste, ampak je bilo pa veliko tudi napačnega razumevanja vsega tega, češ, to je rdeča struktura, mi tle nas sodimo in tako naprej. Zdaj, pravno formalno ni tako. To je organizacija vseh upokojencev, je tako tretirana v Sloveniji, ima tak formalni status, je tako financirana in je tudi vaša. Imate vso pravico, da tam prevzamete funkcije, da vodite, da ste dobri, na ta način seveda tudi lažje prijete do ušes, ki jim je treba kaj povedati. Ne se tega sramovati. Slišal sem celo, zato to govorim, na enem od teh regijskih srečanj mi je eden od naših seniorjev rekel, ja pa sej, ni zaželeno, da mi tam sploh, to je pač neka struktura, ni zaželeno, da so mi tam sploh kakorkoli zdrav, ni res. Ne mešati Desus pa društvo upokojencev. Vse ni zaželeno, da ste v Desusu, če ste v SDS, to je tako formalno ni možno. Drugo je pa Zveza društev upokojencev. Tam je pa
so tudi različne situacije po različnih krajih, občinah in regijah. In ta zveza, ne, je izjemnega pomena. Izjemnega pomena. Zdaj, glas, ki se širi med društvi ali pa tistimi, ki hodijo v klube ali pa društvo upokojencev, pred volitvami odločilno vpliva na volilni rezultat. Vpliva tudi na udeležbo. Ne. Sami veste, kdaj se širi, da se ne splača iti na volitve, ne. Pa kdaj se širi, da je treba podpreti nove obraze, ker drugače ne bo pokojnin. No, gledajte, če nas ni zdravo, ne moramo temu parirati, no, zato pač tudi toliko vašega časa tukaj tratim z tem nagovorom, rekel, in tudi s tem poudarkom. Glede na to, da je v zadnjih 2 tednih prišlo do nekega premika v razumevanju slovenskega političnega prostora in trenutka, zdaj ob koncu še 2 stavka o tem. Kot veste, smo mi rekli že takoj po zadnjih volitvah, da pač to niso le poštene volitve in da struktura, ki zmaga na nepošten način, tako tudi vlada in se tako tudi zruši sama vase. To nismo govorili zgolj zaradi trenutnega občutka, ampak zato, ker imamo tudi take izkušnje. Sej, na zadnje, ko smo šli na predčasne volitve leta 2011 in 2014, so bile to predčasne volitve, pa tudi 6 mesecev prej, preden se je zgodilo, nihče ni resno jemal, pa napovedoval pol, so se pa zgodile in smo na vrat na nos delali kandidatne liste, 2 let nazaj in tako naprej. Ampak tam nekje do pred par tedni nam kaj dosti nišče ni verjel. Če smo rekli predčasne volitve, so rekli, ne bo tega. Ta koalicija bo zdržala. Zdaj zadnji teden pa vsak, ki ga srečam praktično in govorimo o tem, pravi, zdaj pa bodo predčasne volitve. Ker so videli, da se je koalicija zamajala pri tej zadnji interpelaciji. Če je to zgolj nadaljevanje neke politike. Zdaj, od nekoga, ki, bom rekel, krade mandate, krade podjetja, lahko končno pričakujete, da bo kradel tudi otroke. To je bila ta interpelacija tudi vložena. Vse skupaj nikako presenečenje, in seveda, kot vedno v takšnih strankah in vladnih koalicijah, ko mine določen del mandata, zdaj ga sicer ni še niti polovica, začnejo gledati naprej, kalkulirati in neka zgradba, ki izgleda navzven, čeprav nikoli ni bila, dejansko, ampak navzven izgleda trdno, se razrahlja. Tako da predčasne volitve bodo. Mislim, da je tukaj zgolj še interes, da se cementira ustavno sodišče. To nenazadnje tudi javno napovedujejo. Tukaj bo pač zelo zanimivo spremljati, kakšna imena bodo predlagana in kako se bo ta organ, ki je na vse zadnje še neka zadnja obramba nekih temeljnih principov pravne države ali pa vladavine prava oblikoval. Do takrat so skušali to koalicijo ali pa to večino v državnem zboru na vsak način držati skupaj, ne glede na ceno in ne glede na spore okrog državnega holdinga, pa Luke Koper, pa nadzornikov, pa denarja in bank, okrog korita, pač so v takih koalicijah vedno močni prepiri. Ampak naslednje leto najkasneje bo tudi ta motiv prenehal in treba resno računati na to, da bomo imeli volitve. Če ne prej skupaj z predsedniškimi, ki bodo čez 1 leto. Tudi na to je potrebno počasi začeti misliti. Zaenkrat to misli samo aktualni predsednik. Na to glede na kampanjo, ki jo vodi, mi smo kar malo pozabili. Se pravi, najkasneje naslednje leto
se bodo karte v Sloveniji ponovno delile, ne, in takrat moramo biti pripravljeni. Takrat moramo pripravljeni in se te stvari, ki si jih govorimo enim drugim, moramo tudi resno vzeti. Ne. Ni to zgolj neka debata, ne. Smo resna stranka z resnim programom, z resnimi rešitvami za prihodnost in ta program je pač treba spraviti tudi do drugih. Ja, toliko se opravičujem, da sem bil dolg, sem povedal, da ste poslušali, ne, in to je vedno nevarno. Ne. Pol se to kar nadaljuje, ne. So pa časi, kjer pač veliko stvari aktualnih je možno dolgo časa govoriti o njih. No, kakorkoli, ne, dober del dneva je še pred nami, pred vami, čim boš ga izkoristite tukaj za prijetno druženje, za uživanje tega gostoljubja, tukaj pod brlogom. Hvala še enkrat kolegicam in kolegom iz občinskega odbora Šentilj. Vsem lepo popoldne. Dneva državnosti vam še ne bom voščil, ker računam, da se vsi vidimo tudi naslednjo soboto. Lep dan. Hvala.